Poglejte, kaj je Kordiš napisal v svojem tvitu. Jaz sam ne uporabljam Twitterja kot socialnega omrežja, niti ga nikoli nisem. Bom zdaj ta tvit prebral. Poglejte si ga. Stranka Levica. Kdor ima stanovanje tako veliko, da se ga ne da posesati v 15 minutah, mu ga je treba nacionalizirati. In ta tvit je čista izmišljotina in ponarejen. Blaginja za vse. Kdo v tej državi ustvarja lažne Twitter profile, pa tako vemo, spomnimo se na aferico Kopriva in še kakšno drugo strategijo iz kleti Trstenjakove. Govorijo vnukicam, vnukom, njihovim staršem, njihovim starim staršem, ki so z trdim delom, krvavim delom si prislužili eno malo stanovanje, eno hiško, jim je treba, če ne morejo to posesati, ena mamica, ki je stara 80 let, v 15 minutah je treba nacionalizirati oziroma jim odvzeti premoženje. Da ne uporabljam Twitter profila, da je tisti tweet o stanovanjih, sesalcih in nacionalizaciji čista izmišljotina, sem poslancu Pojbiču enkrat že predal in mu že povedal. Ni bila današnja seja prva, na kateri je vpletal z A3 transparenti s tem ponarejenim tweetom, pa se vendarle poslanec Pojbič kljub temu ne zaustavlja. Zato pozarjam vnukice, vnuke, starše in stare starše, ne bodo zelo, zelo, zelo pozorni, ko bodo na naslednjih volitvah dali svoj glas in komu bodo ga dali. Še naprej diskreditira, podtika, me žali, počne vse, da bi moje ime povlekel čez blato. Pričakujem opravičilo, napovedujem pa tudi, da vkolikor se to ne zgodi, bomo v Levici razmislili o civilni tožbi zoper poslanca Pojbiča. Blaginja za vse.